Danes bomo 4 stranke vložile prijavo vlade Inšpektoratu Republike Slovenije pri Ministrstvu za notranje zadeve, kajti vlada zelo očitno in zavestno krši zakon o volilni in referendumski kampanji. Vlada po tem zakonu ni organizator referendumske kampanje, niti ni organizator referenduma, kajti zahtevo za razpis referenduma so podpisali poslanci državnega zbora, vlada pa se je temu na nek način odpovedala oziroma ne sodeluje. Vendar vlada kljub temu, da po zakonu ne more sodelovati pri organiziranju referendumske kampanje, niti pri pozivanju volivcev oziroma sugeriranja, kako naj se odločijo, očitno, ko je spoznala svojo napako in se ni pač v postopku prijavila in niso predlagatelj, se je odločila za zavestno kršitev zakona o referendumu oziroma volilni in referendumski kampanji. Čeprav 5. odstavek 1. člena zakona za volilno kampanjo zlasti šteje propagando v medijih, elektronskih publikacijah in propagando z uporabo elektronskih storitev, vlada kot neprijavljen organizator izvaja prav spletno kampanjo. Izvajajo jo vsa ministrstva, razen Ministrstva za finance in Ministrstva za okolje, in kot rečeno, to je pravzaprav zavestno odločitev, da krši zakon. Zdaj vsi, tako predsednik vlade kot ministri, so ob prevzemu funkcije zaprisegli. Vsi so zaprisegli, da bodo spoštovali ustavni red in še nekatere druge stvari, vendar v praksi je ta ustavni red velikokrat kršen. In kadar, oziroma v primeru, ko se pojavijo neki interesi, ko prevladujejo interesi, zlahka žrtvujejo tako ustavni red, kot tudi pravne oziroma zakonske podlage. Med kršitelji tega zakona sta tudi 2 ministra, pravnika, ki prihajata iz vrst liberalne demokracije, tako minister za pravosodje, Aleš Zalar, kot ministrica za notranje zadeve, Katarina Kresal. In prav ta stranka ima v svojem predvolilnem sloganu in na tem gledati vso svojo kampanjo na zadnjih državno-zborskih volitvah slogan Prava pot je pravna pot. Zdaj, kako to izgleda v praksi, vidimo pač nazorno iz tega primera in tudi iz mnogih drugih primerov, ki smo jim priča v tem mandatu. Prijava je oziroma bo posredovana Inšpektoratu za notranje zadeve Republike Slovenije za notranje zadeve, ki je pri Ministrstvu za notranje zadeve. Torej bo inšpektor obravnaval tudi prijavo proti neposredno predpostavljeni svoji ministrici Katarini Kresal. Zdaj jaz upam, da to na sam postopek oziroma na objektivnost postopka, na hitrost postopka ne bo vplivalo. In jaz upam, da bo inšpektor v tem primeru hitro odločil, da bo prepovedal to nezakonito oglaševanje in pa tudi sankcioniral vse kršitelje. Bi pa zelo rad opozoril, da je to oglaševanje na vladnih straneh in na straneh ministrstev zelo podobno tudi oglaševanju socialnih demokratov, kot je zdaj socialni demokrati in pa liberalni demokrati na svojih spletnih straneh. Kar pravzaprav tudi kaže, da se na nek način ta strankarska pripadnost zlila z ministrstvom in to kaže tudi na neko olastninjenje ministrstev s strani posameznih predstavnikov strank. Skratka, tudi ta del
je po našem mnenju zelo problematičen. Jaz upam, da bo inšpektor v najkrajšem času pravzaprav takoj odredil prepoved tovrstnega oglaševanja in izvedel tudi druge ustrezne ukrepe. Hvala lepa.